Torej, lepo pozdravljeni. Moje ime je Saša Polerovič, sem urednik pri Cankarjevi založbi, kjer je letos šla monografija profesorice dr. Lojzije Zupan-Sosič, Uporno upanje v prihodnost, Ivan Cankar, romanopisac in mislec. Lojzija, pozdravljeni. Zdravo, sem vesela, da se bomo pogovarjala. Jaz tudi hvala za povabilo. In mogoče, če začneva kar osebno na začetku, kako in kdaj ste pa vi vzljubili Cankarja? Nekako srečamo se verjetno z njim v osnovni šoli, ampak kdaj pa vam pri vas v srcu? Sej mogoče bi se kar prikala. Mislim, da tudi za intervju to nam čmotilo. Jaz sem seveda ga srečala tako kot vsi ostali, se pravi v osnovni šoli. Pa moram reči, tako da ne bi imel kdo kakšnega slabe vesti ali pa občutka, da mi pač v osnovni šoli ni bil všeč. Mogoče tudi zaradi tega, predvsem v teh začetnih letih, tudi zaradi tega, ker je dejansko večinoma tiste črtice, ki smo imeli zbrane, so se dotikale matere, pa odnosa do matere, pa mogoče res malo preveč krivde. In to sem jaz potem tako premlevala, pa sama sabo primerjala, pa se mi zdaj, da sem najbolj tudi jaz tako slab otrok in tako naprej, čeprav nisem bila. Ni bilo pa nič veselih, ni bilo igrivih, ker Cankar ima ogromno humorja, ogromno ironije in to se mi zdi, da bi lahko malo obrnili. Nikako ne, da bi Cankarja izključili iz kakršnihkoli programov, ampak da bi se malo ta izbor zamenjal. In potem, kdaj ste pa rekli, Cankar, s tem se želim ukvarjati? Ja, to sem pa v srednji šoli. Recimo, meni je bila zelo všeč drama Pohujšanje Doline Šentflorjanski. Potem na Klancu, ko smo brali, mi smo brali ta prizor, ne vem, kaj je zdaj v Ozomkih, ampak mi smo brali prizor, kako teče Franska za vozom. Potem pa tudi iz Hiše Marije Pomočnice o kanarčku oziroma o vrabčku. To pa se mi je zdelo res tako dobro napisano, tudi zaradi tega, ker imam rada živali in se mi je zdelo, da je ta kanarček res iz te perspektive kanarčka opisan. To se mi zdelo pa vrhunsko, no. In zaradi tega sem si potem rekla, bom še malo več brala in si še malo več, kot je bilo predpisano v srednji šoli. Ta monografija je rezultat skoraj 10-letnega dela in raziskovanja. Ko smo pripravljala knjigo, smo se dosti pogovarjali o naslovu Uporno upanje v prihodnost. O kakšnem upanju pravzaprav govorimo in v kakšno prihodnost zremo? Ja, jaz mislim, da je Cankar zdaj zelo aktualen. Če ga mogoče prej nismo brali ali pa smo mislili, da je že zastarel ali pa zaprašen, se mi zdi, da zdaj je pa absolutno aktualen, ker govori ne samo o intimnih problemih, ki jih ima veliko ljudi, na podoben način se lahko izražajo, ampak o družbenih problemih. Cankar je socialist in je občutljiv za družbene krivice, se pravi, piše skozi tako imenovano socialno empatijo. To pomeni, da je občutljiv za tiste sloje tudi, v katere sam ne spada. Se pravi, zelo enostavno se mi zdi, da ti razviješ občutek pripadnosti oziroma solidarnosti do sloja, kamor ti spadaš. Naprimer, če spadaš v srednji meščanski razred, si pač solidarnostni s tem, ampak oni tudi solidarnostni s slojem, kamor več ne spada, se pravi, običajni delavci, brezdomci. To, kar bi še posebej pohvaljala, je spolna transgresija, se pravi, da se kot moški zna predstaviti v ženski spol, da se zna, čeprav ni imel otroka, da se zna postaviti v psiho otroka. Kot vemo, je prvi roman, ki je napisan za odrasle, ampak v njih nastopajo otroci, je ravno Hiša Marije Pomočnice. In to ni samo roman, kjer nastopajo otroci, ker otroci so že prej nastopali samo v literaturi za otroke ali pa za mladostnike, ampak je tudi kolektivni roman. Se pravi, da je 14 deklet enakopravno obravnavanih. Malči je sicer neka malo bolj povezovalna
funkcija, oziroma bolj povezovalna funkcija, ampak ni tako, kot je bilo prej značilno za Tavčarja in vse ostale, ko so recimo porabili okvirno zgodbo. Ne? Se pravi, en lik je bil malo bolj dominanten, okrog tega so se potem vsi vrteli. In to je fascinantno, to je že tudi Taras Krmavner to strukturo imenoval, da je to, se njemu zdi začetek modernizma, kar sem jaz potem tudi povzela po njem, ker nihče prej tudi potem še dolgo časa ni napisal takšnega romana, da ne moramo reči, to je glavni lik, okrog tega se zdaj vse vrti, pa gre za kolektivni roman. No, knjiga je nekako sestavljena iz dveh glavnih delov. Na začetku se malo splošno posvetiš Cankarju nekaj tema, potem pa se vodiš prav analize vseh 10 romanov. Nekaj si že večkrat povedala o tem, no, ampak ta knjiga končno nekako kanonizira Cankarja tudi kot romanopisca. Če smo do zdaj verjeli, da je pač bil odličen dramatik in pisec kratke proze, zdaj lahko suvereno trdimo, da je bil tudi izvrsten romanopisec. Me pa zanima, se pravi, predvsem v luči teh zgodovinskih opredelitev, ker roman je neka pregovorno-protejska zvrst, ta besedila so bila označena različno, no. Zdaj pa dokazuješ pravzaprav, da gre za romane vseh 10 strani. Ja, jaz sem bila že prej nekako presenečena, še kot študentka, ko sem brala različne romane, pa se mi je zdelo, zakaj pa je nekaj novela, nekaj pa povest, pa v bistvu vse ima približno 120 strani ali pa 140 strani, pa tudi glede na samo strukturo, se pravi, da gre za nek razvoj določenega lika, da se okrog pomembnih dogajanj oziroma okrog lika dlje časa nekaj odvija, to je značilno za roman. In pa tudi to, da je celotna zgodba v samostojni izdaji izdana. Če je to novela, je zelo redko, da je novela samostojno izdana. Ne? So ponovadi več novel skupaj, 2, 3 ali kakorkoli. Se pravi, že ta znak, ki je zdaj po novem znak, ki presega tisto prejšnjo, ki jo je Forster zgolj samo v taki humorni situaciji, ko so se že na začetku 20. stoletja ukvarjali s tem, kako ločiti roman od novele. In so modrovali. In potem so rekli, najlažje je, da štejemo, bomo pa prešteli. In so Forster, ki je bil takrat aspekt svoje novele, bil zelo, recimo, 1921 je napisal to knjigo, zelo pomemben teoretik. Takrat, potem so ga tudi njega vprašali, dajte povedati natančno, mi zdaj ne vemo, kakšna je razlika. In je rekel, dajmo eno mejo določ, 50.000 besed. Evo, ti pograbili to mejo in od takrat naprej so šteli, in če je bila v romanu 49.995 besed, je bila to novela. A si predstavljate, ali pa včasih je šlo za 2 besedi in so glede na to. To je ta pozitivizem, ki ga Cankar ni maral že od začetka. In vse te romane je že opredeljeval kot romane, ko je pisal Šventnerja, ko je pisal Prijateljem, ko je razlagal svoj načrt, je napisal, pišem roman. Se pravi, že tudi sam takrat vedel te sodobne. Jaz sem pa potem tudi v enem poglavju opredelila, glede na več definicij sodobnih, da dejansko to je vseh 10 romanov. Prej se je že Janko Kos s tem ukvarjal in je že kar za več romanov to tudi nekako trdil, ampak sama sem pa potem za vseh 10 potrdila, že prej v študiji, potem sem pa še to predelala za knjigo. No, v kakšnem zgodovinskem in literarno-zgodovinskem kontekstu pa nastajajo Cankarjevi romani? Zdaj, če pogledamo tako slovenski prostor kot nek širši, obstaja evropski kontekst. Ja, mislim, da smo to res lahko veseli, ker je Cankar revolucionar tudi v tem, kako je zbiral žanre. Tako kot je recimo za dramatiko vedel, kar tudi vi veste, da dramatika je bila najmanj razvita zvrst v Sloveniji. In ker je bila najmanj razvita zvrst, se je tudi na začetku najbolj zanjo zavzemal in je napisal 7 odličnih dram. In vsaka drama pripomore k temu našemu primanjkljaju dramskemu, da smo dobili farso, da smo dobili družbeno-kritično dramo, se pravi, smo dobili kar, kako bi rekla, kar po nekem priročniku skoraj, smo dobili vse to, kar nam je primanjkovalo. Prav tako je poznal romaneskno krajino. Videl je, da imamo, kaj imamo? Samo zgodovinski roman in tako imenovani malomeščanski ljubezenski roman. Drugega mi takrat nismo imeli. Kaj je naredil?
pljunil v roke in si rekel, tole, tega nimamo, to bom naredil. Ne? Ampak ne tako šolsko, zdaj bom pa neko shemo samo napolnil, zato da bom imel, da bom kljukico naredil. Pač pa se je lotil res, jaz sem recimo zelo vesela pravljičnega romana tudi, o katerem se zelo malo govori, Milan in Milena, ker je to prvi slovenski pravljični roman. Potem sem zelo vesela za roman, da sem ga spoznala, ki je nedokončan, Marta, in ker je nedokončan, se seveda zelo malo o njemu tudi piše in govori. Je pa to najmočnejši ženski lik, ki ga je Cankar zapisal in škoda, da ga ni dokončal, ker bi to potem vplivalo na ostale romane tudi, da ne bi bile ženske nekatere tako dezorientirane ali da bi recimo bile dokaj podrejene moškemu ali karkoli. Marta je zelo samostojen lik, čeprav je revna, čeprav se mora boriti stalno za svojo eksistenco, ampak že to, da izbere Marto, ker Marta je pravzaprav zaščitnica delavcev. Ona je tudi vedno prikazana kot v sakralnih besedilih tudi kot tista, ki ima ključe, se pravi, ona lahko odpira vrata, pomaga in tako naprej. In ko se je z Izidorjem Cankarjem dopisoval, je zelo hvalil ta roman. In je rekel, zdaj bom pa res napisal nekaj, kjer bo pa ženska res postavljena na pravo mesto, da bo dejansko sama odločala, da bo imela svojo voljo in svojo pamet. Ampak nažalost potem, to tudi ne vemo točno, zakaj mu to potem, zakaj ni. On je imel ogromno načrtov, pa vedno je še kaj prišlo vmes, pa vedno se je moral pač boriti za eksistenco, pa kaj napisati tudi zato, da je hitro denar dobil. Tako da natančno ne vemo, zakaj ni končal. Vsi, ki so se že kdaj srečali s svojim delom, vejo, da vrednotenje nekako jemliš kot polnokrvni del literarne vede. In tudi v tej knjigi, tako pišeš o Cankarju, se pravi, ga ne kuješ v zvezi samo zato tega, ker je klasik. In se mi zdi pač pomembno, da se tudi kritično opredeliš nekako do njegovih romanov, ker nekateri so kakovostnejši, nekateri pa pač ne. Oziroma, manj. Ja, jaz mislim, da če je bil Cankar samokritičen, in tega nam tudi ogromno manjka v celotni družbi, da bi bili samokritični. Vsak bi bil rad samo pohvalen, vsak bi pa rad drugega kritiziral, sebe pa ne. Tako da se mi zdi, da sem tudi namerno, meni je bil, to poglavje mi je bilo najtežje napisati, ampak namerno sem ga napisala, vrednotenje Cankarjevih romanov, da bi videli, kako pravzaprav, če je sam vrednotil že prej svoje romane, da jih lahko tudi zdaj, z te perspektive, z današnjega časa vrednotimo. In sem ugotovila podobno kot on sam. On sam se je tudi že zavedal, recimo, da je Križ na gori najmanj kvaliteten njegov roman. To je tudi že pisal. Zdaj bo pa nekaj res napisal, kar bo vsem tudi katoliškemu bralstvu všeč. Se pravi, da ne bo nobenih takih hujših zapletov, da ne bo nobenih ideoloških spornih mest in da se bo roman srečno končal. To so mu vse stalno očitali, da je on preveč temačen, da se njegovi romani tudi končajo s kakšnimi, ne vem, zlomi oziroma smrtjo celo. No, in to je napisal in dejansko vidimo, da tudi ta roman, čeprav je v bistvu najmanj kvaliteten, pa vendarle ni trivialen, ker čeprav je, se pravi, Mate kot umetnika, je tukaj glavni lik, pa Hanca, imata kar enakopravno pravzaprav pozicijo, čeprav je Hanca mu pomaga, je taka uslužljiva, bogaboječa, ampak kljub temu ima načrt, ona ve, da mora iz te doline, ki jo utesnjuje, ki je takšna, da je nerazumevajoča do mladih, do umetnikov, tako naprej, da mora ven. In čeprav je seveda navezana na starše in je ona edinka in pomaga staršem, ampak ve, da se mora rešiti tako, da gre stran, ker otrok se mora osamosvojiti. In tudi to, da se pač umetnost podpira in da umetnik potem končno enkrat zmaga, zato ker gresta ven in sta premagala pravzaprav nizkotnost ostalih in pa te nizke udarce, ki jih marsikdaj umetnik seveda dobiva. No, kot si že omenila, pa Cankar se je odzival na družbeno dogajanje in na literarno, če nam mogoče malo več poveš o tem, kako je pa, se pravi, neposredna recepcija v tistem času vplivala na pisanje njegovih romanov. Ja, on je večkrat tudi zapisal, Bog živi jezo,
To pomeni, da je hotel povedati, da seveda se boš razjezil, ne. Moramo gledati iz tega stališča. On je že leta 1897, ko je aktivno nastopil na kritičnem področju, ker vsi mladi avtorji, ki so začeli pisati, takrat so si bili tudi kritiki, eno drugemu, ne. So si pisali kritike in so se srečevali in so si povedali in seveda Cankar je bil pa brez dlake na jeziku in je tudi svojim prijateljem kot Župančiču, recimo, pa ostalim povedal kar direktno, ne, tole si pa čisto zgrešil, ali pa to pa res ni v redu, ne. In nihče ni preveč vesel, če ti nekdo tako hitro nekaj pove in so ga kar dokaj hitro zasovražili. V tem smislu, da on pa res je preveč konflikten, da preveč pove. No, ampak njemu se je pa zdelo, da je potrebno, če ne bomo si en drugemu povedali, tako kot je tudi Levstik menil, ne, se pohvališ, ampak poveš, kaj je narobe, pa dobro namerno poveš, seveda. Ne tako, da se recimo, kot se je potem Franko Bals nam spravil s hudobijo in pa brez argumentov, ne. Temu se danes reče kobalovska kritika. Če ti nekoga napadeš zaradi osebnih interesov, če ga namaraš zaradi osebnih stvari in ga hočeš spodkopati tudi na poklicnem področju, na primer tukaj na umetniškem področju, ga kritiziraš, ampak ne daš argumentov, ne. No, Cankar tega ni propagiral, tega ni počel, čeprav je bil provokativen. Si je pa, čeprav je vse skozi nekako se hecal, ne, še dobro, da so mi pisali spet neumnosti, ali pa ko je bil na Dunaju, pa je prebiral kritike, pa je napisal že spet dol, recimo dole, ne, spodaj, se že spet pogovarja same neumnosti v mojih delih, ampak kljub temu ga je prizadelo, ne. Tukaj, veste, če se to naredi enkrat, dvakrat, nekako gremo čez, ampak to se je dogajalo stalno. Bolj je bilo delo kvalitetno, bolj jih je dobil po glavi, ne. Če je bilo delo čisto povprečno, so bili pa vsi zadovoljni in so rekli, koliko je pa končno se Cankar zdaj umiril, pa je napisal dobro delo, ne. Tako pač je, ljudje imajo zelo radi povprečje, ker je tudi večina ljudi povprečnih, in zaradi tega si zelo želijo, da bi jih vsi nekako tudi umetno se tudi zdaj lahko opažamo, da ogromno povprečnih avtorjev je zvezdnikov, ampak jaz jim rečem, da so to kratko progašijo, ne. Kmalu bo njihova zvezda zamrla, mogoče že čez 20 let, zato ker prava književnost je samo tista, ki je tako, kot je rekel Ljosa, je živi plamen. Prava književnost te ne more samo pobožati, te ne spravlja samo spat kot uspavalna tableta, ampak te vedno malo peče, ti vedno da možnost, da boš recimo o nečem razmišljal, ne, da boš mogoče celo 2 noči ne boš spal, ker te bo vrglo iz tira, ampak boš potem sam v sebi tudi nekaj spremenil, se bo nekaj v tebi predrugačilo. Če ti bo nekdo samo rekel, da si lep in pameten, je to sicer lepo, ampak s tem ne boš nič napredoval, nič ne boš popravil, ničesar se ne boš razvil, no? Niti ne v zdravega človeka, niti ne v nekega razgledanega človeka. Dam samo primer za Hišo Marije Pomočnice, a ne? To ga je pa res najbolj prizadelo, zato ker je vse skozi vedel, da je to ena najboljših njegovih del. Jaz bom zdaj težko rekla njegovo najboljše delo, ker bodo vsi, ki se ukvarjajo z dramo, rekli, da je tam, a ne vsi, ki se ukvarjajo s kratko pripovedi, torej ima kar nekaj najboljših del Cankar, ampak recimo v tem kontekstu romanov je najboljše delo Hiša Marije Pomočnice. Vse skupaj je trajalo 4 leta, od začetka do izdaje, se pravi, nobena njegova knjiga ni zahtevala toliko časa. On je to vse skozi tudi razlagal, zdaj pišem Hišo Marije Pomočnice, jaz pišem samo 3 strani na dan. Kaj to pomeni? Da on je lahko napisal tudi recimo 7-8 strani na dan. A si predstavljate, koliko je to veliko pisati ročno, da recimo danes pač brišemo, pa si hitro pomagamo, pa copy-paste, pa z nekje kaj prekopiramo. Včasih to ni bilo, se pravi, pisal je samo 3 strani, to pomeni, da se je res koncentriral, počasi pisal, razmišljal in tudi napisal je, da je to njegov šmercenki, se pravi, njegov otrok bolečine in potem ravno po tem delu udarijo same negativne kritike, so bile samo ena je bila pozitivna, anonimna. In on ni vedel, kaj naj naredi, a ne, bil je na Dunaju, so mu tudi svetovali iz Slovenije, seveda je imel ljudi, ki so menili, da je to, da ne boste mislili, da so vsi mislili, da je to slab roman, ampak da je to kvalitetno, imel privržence in so mu rekli, da je to pa moraš reagirati, a ne. To pa zdaj že grdo, kar se dogaja s temi kritikami.
In on razmišljal, kako zdaj, v kakšnem časopisu, kaj sem, kako, a ne. Čas je tekel in potem se je spomnil, naš bom jaz to naredil na originalni način, a ne, in je napisal predgovor. In ta predgovor v hiši Marije Pomočnice imenujemo Nova pisarija, tako kot je France Prešeren napisal svoj program, kjer je v Novi pisariji pravzaprav upravil s kritiki, tudi Ivan Cankar upravi s kritiki, s tem, da jim nekako zgodbo o jajčarici in o tržnici in o tem, kako se prodaja umetnost, ne, pove, kaj misli o umetnosti, kaj je naloga umetnika, kaj je naloga umetnikove morale, kaj je naloga narodove morale. In mislim, da je s tem na lep način pravzaprav opravil s kritiki, oziroma tudi pokazal, da je zelo produktivno, kadar mi obrnemo svojo jezo ali pa tudi žalost, prizadetost v delo, ne pa v to, da se nekam zapremo, pa začnemo, ne vem, popivati, pa samo sam sebi se smiliti, ampak da to, kar nas teži, spet v to, kar znamo. Oni znamo pa pisati, se pravi, ne vem, če znamo dobro teči, gremo teči, če znamo odlično kuhati, skuhamo takrat najboljše. Pač, da nekako se mi zdi, se izživimo, da si znamo te stvari reflektirati. Zdaj, ko si že omenila ta predgovor, če probam provocirati, ali je bil Ivan Cankar literarni elitist? Ja, on bi bil zelo presrečen, ker on je imel rad provokativna vprašanja. Ja, zdaj, glede na to, da je izhajal z delavskega razreda in je se stalno pisal o delavskem vprašanju ali o naši revščini, ali je to delavska revščina materialna ali duhovna, absolutno ne, ker teme niso bile nikoli elitistične. Ker je pa pisal tudi zahtevne, torej ne samo preproste, največ je imel zahtevnih, poglobljenih stvari, seveda lahko potem kdo reče, ja, to pa ni zame, jaz sem preprost človek, on je pa prvič je vladal poetiko, kombiniral je simbolizem z realizmom, z impresionizmom, z ekspresionizmom, tudi z modernizmom, se pravi, to vendarle ni tako enostavno, ljudje, tisti, ki nimajo veliko znanja, berejo večinoma realistična dela, zgodba jih zanima, grejo od začetka do konca. V tem smislu bi lahko rekli, da je bil literarni elitist, zaradi tega, ker je znal pisati poglobljeno in je znal tudi pravzaprav najti stik s stilom in vsebino. Vse pri njemu ni bilo nikoli to, da bi se moj izpostavljal, ja, jaz imam pa super stil, zdaj pa gledajte moj stil. Njegov stil je v bistvu vedno izražal tudi vsebino. In v tem smislu absolutno ne moramo reči, da je bil elitist. Samo za nas je to izziv, če menimo, da je on pisal preveč zapleteno. Ja, dajmo si vzeti čas, dajmo to preveriti. Ne sam jamrati, ja, zdaj Cankar pa ni dovolj dober zame, zdaj pa ne morem jaz prebrati. Hkrati, ker je tudi napisal res kratka besedila, zelo veliko enostavnih besedil in nikakor ni nobenega razloga ali pa izgovora, da bi kdo rekel, Cankarja pa ne morem brati, ker je bil preveč zapleten. Ker Cankar ima pa toliko različnih tipov, od čisto realističnih črtic do recimo ironičnih oziroma humornih dram, pohujšanja, če vam je drama bolj všeč, pa če se to prebere recimo. Do političnih člankov, če je kdo bolj pač, da ga bolj zanima politika, gre to brati, raziskuje recimo obdobje. Če koga bolj intimno zanimajo stvari, ima ogromno ljubezenskih recimo zapletov, ampak takih res, jaz sem recimo fascinirana nad njegovo črtico Krona, ki se dogaja na Dunaju. Sem ravno o tem govorila, ki na Dunaju jih je zanimalo, pa kaj se recimo dogaja na Dunaju, kateri dogajalni prostori so pa, naprimer, v črtici Krona je dogajalni prostor Dunaj, kjer vidimo eno tako zelo sprevrženo situacijo. Tam sta dva ljubimca, podnajemnika, naredita zabavo za Božič. In Pavla je pa hčerka te stanodajalke in ona opazuje kot otroka, jasno te zanima, kako bo pa zdaj oni pa seveda, če dalje bolj pije, če dalje bolj se čudno obnaša in tudi razvratno. In ona zdaj opazuje, a to so odrasli, mislim, res z tega stališča, kaj pa zdaj oni začnejo se že zelo neprimerno
otipavati in tako naprej. In potem jo celo nekdo, ki je prijatelj, mamin prijatelj, ji ponudi denar. Se pravi, vemo zakaj in kako, in ji krono, torej zato je naslov krona, ponudi. Ampak kako Cankar to opisuje, da vidimo, kako dejansko tudi ljudje, ki so čisto običajni, če imajo priložnost, se pravi, da se ga napijejo, če je tam ena malo lepša ženska, ki se mi zdi, da pa celo, če je to mlajša ženska, ki je neizkušena, zato sem jaz na Dunaju predavala o spolnem nadlegovanju, ker Cankar ima tega ogromno in mi se ne smemo zatiskati oči pred tem. Zato tudi eni reče, Cankar ne berem, ker je toliko traumatičen. Ja, ampak vse to je okrog nas. Če bi mi malo Cankarja prebrali, bi videli, koliko je že spolnega nadlegovanja, da je mi tu že zdavnaj bilo v Cankarjevih romanih, ampak ljudje tega niso hoteli videti in priznati. Od 10 romanov so v 6 romanih ukvarjali spolnim nadlegovanjem. To je tudi naša zgodovina, naša težka zgodovina, ker pri nas smo bili zelo revni v Sloveniji in so potem starši pošiljali deklice služiti, od pestern in tako naprej. 11-letne so morali v kakšen hrib gor. Si predstavljate, kaj je bilo tam je bil pa recimo gospodar pijanec, nihče ga ni videl, kaj dela, ona je bila stara 11 let, 12, 13, 14. Res so se slabe in grde stvari dogajale. Ker še zdaj nosimo malo posledice tega, zato ker če ne opraviš določeno travmo, kaj je bilo v preteklosti, se ti to pojavlja. Naprej, mislim, da je zdaj čas, da si preberemo romane, da vidimo, kako je to, recimo, kam grejo te stvari, ker spolno nadlegovanje je del spolnega nasilja. Nasilja imamo pa zdaj ogromno, mi smo v kulturi nasilja. Če se ne bomo s tem soočili, ne vem, kam bo šla naša civilizacija. Ravno trenutno bi Cankar rekel, moram še pisati, če bi se vrnil nazaj. Še preden se lotvate njegove empatičnosti do družbe in kaj vse to pomeni za njegove pisanje, pa moramo imeti še pomemben element te knjige, ki ga še niste, in sicer Ivan Cankar kot mislec. Nekako ugotavljaš, da je njegova misel, če poslušamo analizirati, precej eklektična, da se napaja iz različnih virov, različnih ljudi, povežeš jo pa od Nietzscheja, pa vse do Hegelja dan danes. Kakšen mislec je torej Cankar bil? Ja, jaz tudi prej njega kot misleca tako nisem natančno poznala, zato ker smo mi pač brali samo 2 romana, 3 romane, jaz sem si potem sama tudi kakšnega še prebrala, in tudi nekako ene stvari sem ali povezala ali pa spregledala, in seveda, ko se pa ti natančno posvetiš, sem pa ugotovila in se nekako strinjam s tem, kar sta že prej Edin Köstler, ki je eden naših največjih poznavalcev Cankarja na Dunaju, pravi izven slovenskih meja, in pa Dušan Pirevec sta ugotovila, da Cankarjev miselni sistem, filozofski sistem, je zelo eklektičen. To pomeni, da on ni nikoli naredil, bil fasciniran nad Schopenhauerjem, zdaj pa samo sledil Schopenhauerju, ampak je vzel eno prvino, je on ponotranil, po svoje napisal, mi pa vseeno lahko vidimo neke sledi te misli v njegovih delih. In sicer, če recimo pogledava prej, ko smo rekli, da se ljudje nekateri ogibajo branja Cankarja zato, ker je bil preveč pesimističen, bom tudi o pesimizmu nekaj povedala, ali pa ker je preveč o trpljenju pisal. Pri koncepciji trpljenja se je Cankar navezal zelo veliko na Schopenhauerja, ampak je seveda to spet po svoje. Namreč Schopenhauer meni drugače kot katoliški misleci. Schopenhauer ne meni, da je trpljenje na tem svetu zato, da bomo mi potem odrešeni na drugem svetu, in torej v tem smislu, kot recimo katoliški misleci večkrat trdijo, da kar naj potrpimo zdaj tole, najbrž smo že trpimo zato, ker je en greh smo že naredili, če ne drugega pa izvirnega. Se pravi, trpimo, ker tako bomo odrešeni. Cankar se pa navezuje na Schopenhauerja. Schopenhauer, ki je pisal o svobodni volji, ki je pač tista bistvena, ki nas nekako določa, pa seveda tudi meče v zelo neprijetne položaje, je menil, da trpljenje moramo sprejeti. To je del našega življenja. Če ga sprejmemo, ga učlovečimo, ga ne mitiziramo, ga ne sataniziramo, torej ne mislimo, da je to nekaj od satanov, ne vem koga. Trpljenje je del našega življenja. Mi ga sprejmemo, s tem, ko ga sprejmemo, postane povsem drugačno, da ga reflektiramo
in se ga pravzaprav odrešimo. In tukaj recimo bi povedala, da je seveda pri tej logiki se Cankar najbolj oprl tudi na 3 gonila Artura Schopenhauerja. In sicer Artur Schopenhauer je menil, da človeštvo temelji na 3 vzvodih, in sicer na zlobi, egoizmu in sočutju. Če danes malo pogledamo okrog nas, jaz mislim, da zelo zloba in egoizem na vseh mestih sekata ven. In kaj Schopenhauer predlaga? Oprimo se na sočutje. Zato ima Cankar v vseh romanih, pokaže najprej seveda zlobo, pokaže egoizem, kako se recimo ne sme, kako se ljudje obnaša, ampak potem pa ponudi možnost. Ali pa pokaže, da pač možnosti ni, ker določene stvari niso bile izpeljane. Se pravi sočutje, na tem naj bi gradili. Zato ga je tudi Isidor Cankar označil kot etičnega optimista. Torej njegov bratranec, ki ga je res potem po 20 letih končno določene stvari dokazal, za kar je bilo treba kar dolgo časa, da so ljudje potem sprejeli, tako Isidor Cankar to dokazal, so sprejeli. Se pravi, akcija je pomembna, pomembno je sočutje, ker sočutje ni pasivno, sočutje je aktivno in Cankar to na različnih nivojih pokaže. Druga stvar, pesimizem. Vedno so izgovori, da je Cankar pesimističen, se pravi, pustimo ga zdaj pri miru, mi se s pesimizmom ne ukvarjamo. Ampak tako kot za Schopenhauerja lahko rečemo, tudi Schopenhauer, nekateri so ga označili za pesimista, drugi pa za realista. Cankar je tudi sam sebi rekel, oziroma je to opredeloval, pa kakšen pesimist, ljudje božji, kaj ste vi videli? Jaz sem realist, jaz samo pišem to, kar se dogaja. To je okrog nas, jaz ne izmišljujem te situacije. To je okrog nas, jaz gledam realistično. Ampak to, kar pa niso opazili ljudje, in to ga je tudi prizadelo, torej ironije in humorja. Cankar je trpljenje, če smo prej na Schopenhauerja se navezali, obravnaval tako kot tudi Nietzsche. Nietzsche je menil tudi, da trpljenje obstaja, ampak da se mi lahko trpljenje ločimo apolinično ali dionizično. Se pravi, Nietzsche predlaga dionizično. Nietzsche sicer reče, Bog je mrtev, ampak potem reče, apolinični Bog je mrtev. Moramo vrati naprej. Dionizični Bog, Bog, ki se smeje, pri njemu še nekako obstaja. In to je to, se pravi, sprejmimo trpljenje, ampak ga nekako predstavimo tudi skozi humor, skozi ironijo, skozi grotesko. Zakaj? Zato, da ga lahko, šele takrat ga lahko razgradimo in ga nekako presežemo. Če se mi skrijemo kot sem že prej rekla, pa se žrtveno vlogo izberemo, jaz so Boga, jaz so Bogi, potem bomo težko, recimo, presegli to svojo trpljensko vlogo. In to se mi zdi zelo pomembno, hkrati pa tudi to, da v bistvu Cankar, to vidimo še najbolj v romanih, zato ker v kratki črti si to ne moreš videti, ker je to kratko in se na razpoloženje naslanja. On nekako ne ponuja samo 2 možnosti, ker tudi Lacan se vse skozi, pa tudi pomembni filozofi kasneje se vse skozi borijo proti temu, da bi mi samo dvojno razlagali sveta. Idealizem, nihilizem, moški, ženska, tako naprej. Ampak skozi več faz in Cankar se tukaj navezuje na Prešernovo triado, o kateri je veliko pisal že Boris Paterno, in sicer idealizem, nihilizem, fatalizem. Idealizem je lahko tudi vitalizem, torej ljubezen do življenja. Kadar zelo ljubimo življenje, vedno malo spregledamo, malo zamižimo, ampak v redu, smo vitalisti. Potem gremo na naslednjo fazo. Ta je nihilizem, torej začnemo videti napake, nismo zadovoljni, vidimo, da se trudimo, pa ne gre, ampak prestanemo na 3. fazi. To je pa vdanost v usodo, oziroma fatalizem, ampak ne vdanost v usodo, kot sem prej rekla, pač pa z upornim upanjem. Mi smo sicer v nekem položaju, ampak se poskušamo upirati. Tudi, če ne moremo proti celemu sistemu, povemo, se upiramo, damo svoj glas. Nismo nekaj tiho, nismo pasivni in to, da so Cankar veliki pasivni, je čisto napačno gledanje. Oni sicer mogoče ne morejo iti ven, pa ne vem, se boriti, ne vem, sekiro, ne vem čim, ampak so oni v sebi, se stalno borijo
so zelo aktivni, njegovi liki so zelo aktivni. Branje Cankarja to ni dolgočasna stvar, to se stalno nekaj dogaja, ampak se dogaja v njem samem, veliko krat recimo v glavi, v srcu, torej je pa stalno dogajanje. Ja, zagotovo, če se ne bi mogli Cankarju očitati to, da ni bil angažiran avtor in zdaj v daljnih okoliščinah bi se zdaj razgovorila na kakšne vse načine in na katerih področjih, ampak žal nimamo več časa, zato bi se za konec vprašal, oziroma dal iztočnico, bi lahko rekli pač, da je nekako zagovarjal ta horizontalni princip pravičnosti, se pravi, da ne bomo kot družba osvobojeni, dokler pač tudi najmanjši del oziroma posameznica te družbe ne bo osvobojena. Ja, glede na to, da je Cankar pravzaprav združil 3 tipe socializma skupaj, ne? Plus ta, recimo, Schopenhauerjev pa Nietzschejev individualizem, ne? Se pravi, in tudi katoliški kolektivizem, ne? Torej, je izhajal tudi iz tega, kar je znal, ker vendar je bil vzgojen katoliško. Zaradi tega absolutno se zavzema, tako kot si rekel, ne, za vsako celico, za vsakega posameznika. Ne. Ampak posamezniki, ki se združujejo med seboj. Ne individualisti, ki tičijo nekje sami zase, ampak združeni. In ta kolektivnost je seveda lahko navezana ali na socializem, ali na katolištvo, samo ne na katoliški dogmatizem. To pa absolutno proti temu je absolutno proti. Hvala. Mislim, da je čas, da to debato odpreva in povabiva še prisotne, če ima kdo kakšno vprašanje. Kar pogumno. No, zdaj, ko sem še pripravila, bi se jaz rada tebi zahvalila za odlično sodelovanje, ker, ne vem, če veste, Saša je bil tudi pri nas, je doštudiral na filozofski fakulteti, sva se že prej poznala, jaz nisem bila sicer njegova profesorica, ampak tako profesionalno, dejansko, jaz sem imela že kar veliko uredniki posla, ampak tukaj res sem zelo vesela, da sem lahko z njim sodelovala in sem mu tudi hvaležna za vse pripombe, ki sem jih, mislim, da sem skoraj vse upoštevala, ne? Zato, ker smo morala pravzaprav iz znanstvenega diskurza priti do poljudnega diskurza, ker to knjigo lahko berejo tudi tisti, ki niso znanstveniki. Tako da hvala se. Hvala tebi za zaupanje. Ja. Mogoče kakšno vprašanje? Glede na to, da se poznamo, vam ni treba biti, ja, prosim. Mogoče pa malo splošno, ker zelo dobro poznate Cankarja in je vedno aktualen, ne, še vedno je popolnoma aktualen. Mogoče pa kakšen roman bi pa danes napisal Cankar, če bi recimo prvi roman, ki bi se ga spomnil, ko bi nazaj oživel? Ja, to sem tudi na Dunaju rekla, da bi sigurno pisal o spolnem nadlegovanju še vedno. In sicer bi zdaj vpletal tudi spletno spolno nadlegovanje, ker on je bil pa res sodoben, zelo modern. Kar se je dogajalo, to je pač šlo direkt v roman ali pa kakšno drugo literarno vrsto. O tem bi sigurno pisal. In bi pisal o Izraelu, ne vem, če bi ga poimenoval, ampak bi pisal recimo o teh problemih, ki so danes sigurno. In tudi o tem, da politika ne reagira tako hitro, kot bi si mi želeli, ne? Kot bi bilo tudi v bistvu etično in pravilno. Ker etična pa njegova literatura je, lahko jo učitate marsikaj, ampak to pa, da ni etična, pa absolutno ne morete. Ja. Še kaj mogoče? Ja, prosim. Evo mi je pri razumevanju njegovih romanov, a se vam daje recimo tudi njegove poezne pa drame, a ste to kdaj povezali? Ko je tukaj, mislim, še mnogo pogled odporali, ali je to po njemu mogoče čisto? Ja, hvala tudi za to vprašanje, zelo logično vprašanje. Jaz vam predlagam tudi, ko se boste s čimerkoli ukvarjali, ne? Vedno več stvari kombinirate. Jaz sem brala pesmi še prej, ker sem pesmi pač prodavala pri drugem predmetu, njegove erotične pri motivi in teme. Brala sem drame že tudi prej, pa tudi hodila v gledališče, vedno, kadar je bilo postavljena Cankarjeva drama. Jaz vam pa predlagam še to, tako kot sem že mogoče enkrat rekla, da poslušate tudi Beethovnovo
9. simfonijo, ki je bila njemu najljubša, to je bila številka 1 na svetu sploh, ne. Od vseh umetnosti je najbolj cenil glasbo in se mi zdi to zelo fair, ne, ker je tudi napisal v črtici Veselejša pesem, jaz nisem glasbenik, meni je žal, da nisem imel nobene izobrazbe, jaz sem domu starši, nisem mogel glasbene izobrazbe nuditi, ne. Ampak kljub temu je cenil, ne, ker tako je recimo pri ljudeh, niso za nekaj tako nadarjeni, potem pa namesto, da bi se tam bolj potrudili, pa tisto sovražijo, pa recimo, ne vem, tisti, ki ne berejo veliko, pa potem tako grdo govorijo o bralcih ali o branju, pa to je brez veze, to je recimo, ne. Zakaj? Ker to izhaja iz kompleksa, ker vejo, da ne razumejo določenih stvari, da ne berejo dovolj, da bi se morali bolj potruditi. Ampak zakaj potem se tako sovražno obnašaš? Ne? Tukaj je tudi Cankar lahko pravzaprav zgled, je napisal, jaz nimam izobrazbe, ampak jaz kljub temu zelo rad poslušam glasbo, menim, da je glasba nekaj največ, kar smo dobili, ker vsa umetnost je darilo, veste. To vi dobite v darilo, drugi ljudje so vam podarili to. In zakaj ne bi darilo vsaj odprli, pa malo pokuhali not tisti, ki umetnosti ne uporablja, vrže darilo stran. Ne? Torej, tega kot da ni, ne? Na svetu ni umetnosti, ne? Nekateri pač, ki so proti umetnosti. In ja, čim več, poslušajte glasbo, pogledajte si mogoče tudi kakšen, recimo, ne vem, ko zdaj tudi srednjošolci kaj posnamejo, pa je lahko včasih zelo naivno, a ne kakšne video, ampak dobiš kakšno idejo. Recimo, če si imel prej kakšne zadržke pred Cankarjev, se ti to potem malo razblini. Jaz sem tudi kar nekaj video pogledala, kaj se pa zdaj, recimo, kaj pa zdaj mislijo osnovnošolci, pa srednjošolci od Cankarjev. Se mi zdi to pomembno. Veste, se mi ne pišemo knjig za nekoga 100 let nazaj, ampak pišemo za zdaj. Ne? In če pišeš knjigo, ali pa vi, ko boste pisali seminarsko nalogo ali karkoli, je dobro, da malo vemo, kaj pa drugi tudi mislijo, ne samo mi, o določeni stvari, o Cankarju ali o drugih umetnikih oziroma umetnicah. A bo še tretje vprašanje, da bo magično vprašanje, da bo magično število. Ja, prosim. Cankar je gotovo v svojih romanih ujel duh časa, ampak si predstavljam, da je tudi kaj napovedoval. A se je kaj uresničilo? Ja, jaz mislim, da se je veliko uresničilo. Cankar že v hiši Marije Pomočnice, tam, ko sem že prej nakazala, da govori o 2 moralah, drugače po črtici zjutraj govori celo o 4 moralah. In nekako pove, da umetnik je tisti, ki sicer opisuje, kar se dogaja, in če je pošten, opiše tudi vse grde stvari, ki se okrog nas dogajajo, ampak hkrati je pa tudi videc. Umetnik vidi vnaprej. Umetnik je tisti, ki pač drugače čuti, tudi zelo močno, zato imajo lahko umetniki tudi problem z empatijo ali pa svojo psiho, ne, zato ker pač oni drugače čutijo kot ostali, ki niso umetniki, lahko napove marsikaj. Ne. In za recimo takratne krivične razmere je napovedal, da se bodo recimo spremenile, ne, ker on je zagovarjal socializem in dejansko se je v veliko državah izboljšalo. Ne. Delavski položaj se je izboljšal, položaj žensk se je izboljšal, položaj bolnikov se je izboljšal. To je vse skozi nekako napovedoval, ne, ker je bil, on je verjel, da se bo to zgodilo. Ni vedel, kdaj, ne, je bil razočaran, da se to vse tako počasi dogaja, ampak se je zgodilo. Ne. Vse te grde stvari kapitalizma, ki jih je pa opisal, se pa še vedno dogajajo. Ne. Tako da to je pa že v bistvu, kot da bi vedel, da se bodo te stvari tudi lahko še ponavljale, ne. Ker mi smo vsi skupaj verjeli, da se recimo politični sistemi spreminjajo iz enega v drugega na boljše. Ne. Ampak jaz se tukaj z Varoufakti sem strinjam, da smo prišli v tehnološki totalizem. Smo šli eno stopnjo nazaj, ne naprej. Zdaj lahko se ne strinjate, ampak nekako to, kar okrog opazujem, se mi zdi, da smo malo nazadovali. Hvala. Še kakšno vprašanje, Barbara? Jaz
mislim, da zdaj smo pa že vse, spomnili, se pravi, najlepša hvala za pogovor, vam vsem, ki ste prišli, poslušali in tudi vprašali. In pa, kaj če reči, ne vzemite v roke? Aha, to še nismo povedali. Mislim, da reči, da ste lahko, hvala tebi za super odgovore, vsem vam, za pozornost. Seveda vabiva k branju Lojzine knjige in pa morda še bolj k branju Cankarja. Če izkoristim tole za oglasni blog, prikladno ob 150-letnici rojstva bo koncu meseca pred Cankarjevi založbi bojo šli vsi njegovi romani v 3 knjigah, zelo bojo lepe. Pa kar je morda dokazuje neko sodobno Cankarja, no dostopne bojo tudi v zvočni obliki, tako da boste lahko Cankarja tudi poslušali. Tako da se srečamo v Cankarju. Ja. Hvala še enkrat. Hvala.